Živi naj si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovani slavnostni zbor, cenjene nagrajenke, cenjeni nagrajenci, dragi gostje. Prisrčno pozdravljeni na slovesni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Ob prihodu na Ravne na Koroškem se obiskovalcem že na prvi pogled odkrije lepota idilične pokrajine. Narava, hribi in potočki. Gozdovi, ki se v vsakem času odenejo v različne barve, jo delajo pisano. Pogled nanje je še lepši zjutraj, ko jih obdaja meglica, ali ko nanje sveti sonce. Urejeni in dostopni športni ali rekreativni objekti ponujajo možnost za aktivno preživljanje prostega časa, kolesarske in pohodniške poti, raziskovanje bolj odmaknjenih kotičkov. Prometna in druga infrastruktura glasno pričajo, da uspešno sobivamo že stoletja. Domača kulinarika in kulturna ponudba, ki jo poleg profesionalnih kulturnih delavcev soustvarjajo prostovoljci oziroma člani številnih kulturnih društev, dajejo našemu mestu poseben pečat. In za vsem naštetim stojijo ljudje, ki so bogastvo skupnosti. Ljudje, ki so s svojim znanjem, vztrajnostjo in pogumom gonilo razvoja, ki z vrhunskimi storitvami, pridelki in dosežki dajejo dodano vrednost. S srčnostjo, dostopnostjo in prijaznostjo pa prebivalcem in še bolj vedno vidno navdušenim obiskovalcem doživetje Koroške naredijo še bolj nepozabno. Slavnostna seja ob občinskem prazniku je namenjena pozornosti do prejemnikov občinskih odličij. Tistim posameznikom, tistim posameznicam, ki z občutkom utkanostjo v okolje in prostor, spoštovanjem do časa in ljudi, z zavedanjem neponovljivosti in tradicije ter jasnim dogdanjem, kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo, poosebljajo vse dobro in hkrati puščajo neizbrisen odtis v ljudeh, prostoru in času. Dovolite poseben pozdrav spoštovanim gostom. Med nami najprej pozdravljam poslanko gospo Metko Pešelj Šater, ki kot uspešni občinski svetnici v imenu lokalne skupnosti prinašam čestitko ob izvolitvi v Državni zbor Republike Slovenije in seveda željo po uspešnem delu in sodelovanju v imenu vseh nas z novo edino koroško poslanko. Pozdravljam tudi gostitelja, župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Podžupana Andreja Erjavca in podžupana Petra Stočka. Med nami pozdravljam častna občana občine Ravne na Koroškem, spoštovani Adi Urnaut. Spoštovani častni občan, gospod Maksimilijan Večko. Spoštovani domicilni občan, gospod Peter Ozmec. Pridružila se nam je tudi županja občine Črna na Koroškem, gospa Romana Lesjak. Topel in prijazen pozdrav namenjam vsem svetnicam in svetnikom občinskega sveta v mandatu 22-26, članom nadzornega odbora ter vsem predstavnikom ožjih delov lokalne skupnosti. Dovolite, da skupen pozdrav namenim še občinski upravi občine Ravne na Koroškem, direktorici magistrici Vlasti Kupljen, vodji urada za finance Dagmar Gorinšek, vodji urada župana Janji Blatnik, vodji medobčinskega redarstva Ireni Došen in sodelavki Darji Čepin. Poseben pozdrav namenjamo tudi predsednici Komisije za vloge občanov in za priznanja magistrici Ireni Oder. Ter tudi ostalim članom
komisije, ki so danes z nami, spoštovani direktorji, ravnatelji, vodje izpostav, spoštovani cenjeni gostje in predstavniki medijev, spoštovane meščanke in meščani Raven na Koroškem, naj vsem skupaj velja prijazna in topla dobrodošlica ob prazniku mesta Ravne na Koroškem. K besedi v nadaljevanju vabim slavnostnega govorca ob letošnjem občinskem prazniku v spomin na 12. april 1952, ko se je trg Guštan preimenoval v mesto Ravne na Koroškem in ko so mu bile podeljene mestne pravice. K besedi kličem župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Prosim, beseda je vaša. Spoštovani zbrani, prav vsem lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani nagrajenci, nagrajenke, prejemniki, prejemnice, plaket in priznane občine, spoštovani bodoči častni občan, gospod Jože Prednik z družino, so vsi ostali gostje, ki vas je Janja že pozdravila, torej dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku občine Ravne. To včasih zamešamo z krajevnim mestnim praznikom, ki ga praznujemo oktobra in mu rečemo zgolj mestni praznik. Danes pa je, bi rekel, najbolj časten dan naše občine, ko slavi celotna občina. Zbrali smo se torej v pomenljivem prostoru, torej v tem stari železarni, poimenovanem stari železarni, ki je pravzaprav poklon preteklosti Ravnam, poklon naši dediščini, naši zgodovini, kajti pomembno je, odkot smo prišli, da vemo, kdo smo in kam gremo. Praznik je namenjen seveda v prvi meri vam, nagrajenkam, nagrajencem, ki vam bomo kasneje seveda z veseljem podelili te nagrade, hkrati pa morda pogled, kakšnem stanju je občina danes in kam seveda gremo v prihodnje. Lahko rečem, da občina Ravne zagotovo seveda po drugi svetovni vojni je doživela strm vzpon tudi z žulji Fužinarjev in ob Fužinarjih seveda rasla v to sodobno mesto, oziroma mesto in občino z 13.000 prebivalci, kot jih je na višku imela. Sama železarna Ravne, v kateri seveda bivši se nahajamo, vemo, da je zaposlovala okoli 7.000 ljudi in seveda mesto Ravne, občina Ravne je raslo ob železarni. Leta 1991 velik prelom, ko je seveda mesto, občina se moralo bolj postaviti na svoje, vsa javna infrastruktura, prej poimenovana bolj družbeni standard, seveda je postala javna, občinska in danes seveda skrbimo za njo, kolikor le moremo. V zadnjem obdobju seveda so bile te poplave, dobili smo velika sanacijska sredstva, kar ni samoumevno, zato seveda se moramo zahvaliti državi oziroma vladi Republike Slovenije, ki nam je po letu 2023 priskočila na pomoč, tako da seveda obnavljamo to razbito infrastrukturo med poplavami in pa hkrati seveda tudi z drugimi potezami krepimo, kar so nam zaupale prejšnje generacije. Na Ravnah imamo veliko pomembnih javnih prostorov, tukaj se nahajamo torej v tem kompleksu stare železarne, dobrodošli tisti, ki ste prvič, boste videli, da zdaj vidite le en delček te zgodbe, ki še nastaja in bo nastajala še v prihodnje, ni vezana na sanacijo, torej krepimo ta muzej v nek kompleksen kulturni javni prostor, kjer se bo marsikaj še dogajalo danes, torej ta slavnostna seja. Poleg tega seveda krepimo drug kulturni prostor, ki mu rečemo Kulturni center Ravne, čudovita zgradba, ki jo bomo predvidoma na Ravnah otvorili na mestni krajevni praznik 12. oktobra v letošnjem letu, ker bo drug zelo pomemben javni prostor z 4 dvoranami in bo zopet seveda pomembno zbirališče, kot je bil nekdaj Titov dom Ravenčanov, kulture, družabnega dogajanja. Poleg tega seveda imamo Koroško srednjo knjižnico, ki jo krepimo z majhnimi koraki, tretji zelo pomemben javni prostor, kjer se dogajajo mnoge intelektualne in druge stvari in pravzaprav imamo kam iti, ko si zaželimo seveda življenja utripa v našem mestu. Poleg teh treh pomembnih kulturnih prizorišč je tu seveda še lepo poimenovan dom telesne kulture, torej dom športa, kjer tudi potekajo investicije, sami vidite, obnova nogometnega stadiona, prijavljali se bomo za obnovo dvorane osnovne šole Prežihova Oranca, odbojkarske dvorane, atletske steze,
To pa je seveda tudi pomemben pečat na Ravnah, šport, ki nam je bil zaupan, torej v obliki doma telesne kulture, od takratne bivše, torej železarne Ravne, zopet četrti zelo pomemben javni prostor na Ravnah, kjer je zbirališče vsak teden, par tisoč mladih seveda obišče ta prostor in tudi mnogi nagrajenci danes izhajate iz tega prostora, ste vezani, so vaši uspehi vezani na ta prostor. Tako da na Ravnah imamo ogromno tega in to seveda občina upravlja, skrbi z večjimi ali manjšimi koraki in lahko rečem, da se imamo vedno več s čim pohvaliti. Ne smemo seveda pozabiti na gospodarstvo, ki je pravzaprav bilo osnova gradnje našega mesta, je pravzaprav osnova gradnje vsake skupnosti, kjer so delovna mesta, tam lahko razvijamo kulturo, šport, socialne zadeve, druge stvari, kjer pa ni delovnih mest, pa se ljudje preprosto odselijo. In tudi ta stanovanjska politika, ki je bila včasih razmahnjena na Ravnah, veste, da so se gradile stolpnice, Čečovje, Trg, Gramoznica, Javornik v veliki meri, je to nekoliko obstalo, sedaj imamo načrt gradnje 200 novih stanovanj, pripravljamo prostorske načrte, raste tudi naselje Čečovje jug z 32 hišami, da torej zagotovimo tudi to komponento našega bivanja, stanovanja, da mladi seveda ostajajo pri nas, da imajo kje živeti. Tako da lahko rečem, da z mojega vidika, tudi z vidika objektivnih številk občinskega proračuna, če želite, se toliko na Ravnah dela, ko se danes dela, ta leta dela še nikoli ni delalo. Veliko torej hvala sanacijskim programom, ampak ne samo tem, tudi druge seveda poteze vlečemo na občini, da bi torej krepili javno infrastrukturo, krepili občinsko življenje, krepili mesto. Naj samo omenim, seveda pa potem neham za to infrastrukturnim vidikom naše občine, raste seveda tudi celotna nadzidava zdravstvenega doma Ravne, načrtujemo obnovo mladinskega, v Stranski reki mladinskega doma, popolnoma obnovljenega, kot je bil do sedaj. Tako da delamo res velike poteze, se prijavljamo in verjemite, da bomo seveda v veliki meri uspeli, da bo torej mesto in občina ostala vitalna, zanimiva, sodobna, prenovljena. Ampak seveda vse to, kar delamo, da ne omenjam novega vrtca, vse to, kar delamo, seveda je prazno, je mrtvo, če ne bi bilo vas, če ne bi bilo ljudi, ki bi to uporabljali, bi bile prazne seveda odbojkarska dvorana, namiznoteniška dvorana, bi bil prazen kulturni center, bi bil park neobiskan, bi ne delal nevladni sektor, ki je tudi med nagrajenci, bi seveda ne ustvaril Fužinar, Jože Prednika, spomini starega Fužinarja. Skratka, vi pa ste to, zaradi kogar to pravzaprav gradimo. Vi, ki ste aktivni, nagrajenci, nagrajenke, privabljate pravzaprav obiskovalce, jih spodbujate, ste jim zgled, ste odlični ljudje med nami, najboljši med nami, danes tukaj zbrani, kateri bomo seveda podelili priznanja in za vas pravzaprav in za obiskovalce ali navijače vaših dogodkov pravzaprav to gradimo. Želimo si seveda žive skupnosti, ampak smo nemočni potem, ko zgradimo 4 stene, potem so na vrsti vaše poteze, da se angažirate, da seveda svoj človeški potencial uresničite v naši občini, v našem mestu, kar pa seveda nas vse skupaj krepi in bogati za prihodnje. Tako da nagrajenci, častni občan, nagrajenke, res velika vam hvala za to, kar počnete pri nas z različnih področjih, da nem zdaj vseh našteval, ko bom sigurno kaj izpustil. Skratka, vi ste bistvo naše lokalne skupnosti, skupnost smo ljudje, živimo sicer v časih, ko ta skupnost razpada, digitalni svet seveda je potegnil mnoge ljudi nazaj v domove, vsi govorimo, da je nekaj prispevala korona, vendar ni samo korona, ampak vidimo vse, da se vse digitalizira in ljudi je vedno težje dobiti na prireditve, športne, kulturne, družabne, karkoli, zato seveda je še večja naloga nas, ki gradimo infrastrukturo in pa vas, ki se angažirate, da skupnimi močmi spravimo otroke na športne igrišča, v športne dvorane, preko sem naštel kulturna prizorišča, da bo seveda mesto še naprej ostalo živo, da se bomo družili, povezovali in pravzaprav gradili to skupnost, da ne razpademo, da se ne atomiziramo in s tem postajamo seveda šibkejši, brez skupnih ciljev, kar pa bo seveda občina vse naredila za to, da se to ne bo zgodilo. Tako da res nagrajenci, prejemniki priznanj, hvala vam za vaš angažma, je res velik, komisija je imela letos težko delo, čeprav ima vsako leto, ampak letos je bilo tudi težko delo, so se potrudili, pravilnik smo nekako zaostrili pred par leti na občinskem svetu, da je to sito nekoliko strožje, da res dobite nagrade in priznanja tisti, ki ste res veliko storili. To, kot bo seveda prebrano, k ugledu, k življenju, k krepitvi naše skupnosti, tako da verjamem, da danes gredo vse nagrade v prave roke.
Še enkrat torej čestitam, vsem želim praznovanje praznika, ki je sicer v nedeljo 12. aprila, smo dobili mestne pravice in za zaključek morda samo dve želji, ki sem jih povedal enkrat bolj na okrogli obletnici občine. Še vedno ostaja naša želja, da bi postali mestna občina. Leta 1952 smo postali mesto iz nekdanjega trga Guštan, da bi torej dobili ta naziv mestna občina Ravne na Koroškem in pa, kot sem rekel, da bi tudi štiripasovna hitra cesta pripeljala se na Ravne v Dobjo vas, da bi pravzaprav to mobilnost mladih in pa tudi delovna mesta zagotovili za prihodnje rodove Mežiški dolini oziroma tudi občine Ravne. Tako da še enkrat čestitam, hvala za prisotnost in z veseljem potem podelimo nagrade in priznanja vsem vam najboljšim med nami. Hvala. Hvala lepa. Vsako leto se znova zavemo, kako neponovljivo in enkratno je. In letošnje je posebej okroglo za mnoga naša društva, organizacije in naše zavode. Med drugim tudi za glasbeno šolo Ravne na Koroškem. Pregovorno velja, da Korošci radi pojo in da ima tu ljudska narodna pesem poseben pomen že stoletja. Od leta 1902 je v Guštanju delovala gasilska godba, ki je potem postala godba železarne Ravne. Po drugi svetovni vojni so prešli na višji nivo, tudi kakovostnejši, in so potrebovali šolane godbenike, ki so dotlej igrali amatersko oziroma kot samouki. S pionirskimi začetki so bili vodilni na občini Ravne zadovoljni in tako so septembra 1956 sprejeli sklep, da se ustanovi glasbena šola Ravne na Koroškem kot samostojni zavod. Ta datum velja kot uradni začetek delovanja glasbene šole. In danes, 70 let kasneje, so srednje velika glasbena šola z izjemnimi generacijami mladih talentov, izjemnih profesorjev, ki nam jih mnogo kje zavidajo. Mladi, zaklad in ponos glasbene šole danes predstavlja in zastopa Atena Pavlinič, ki nam je namenila uvodni pozdrav slovensko himno, njen mentor je profesor Klemen Gorenšek. Zdaj pa se nam predstavi kvartet flavt in že na oder kličem flavtistke Nejo Altenbacher, Niko Mori, Izabelo Kozman in Ireno Gomboc. Prosimo, pozdravimo jih z aplavzom. Kvartet flavtistk vodi profesorica Nadja Rošer. Waterloo pa je prvi singl švedske glasbene skupine ABBA, ki se vrti že polnega pol stoletja, kolikor traja od njihove zmage na tekmovanju za pesem Eurovizije. Ni šlo vse tako gladko, kot zgleda za nazaj. Že pri izidu prvega singla se jim je zalomilo in izdali so napačno prvo verzijo skladbe. Slab začetek, dober konec, kaj ne? Kvartet flavt in njihova različica Abine uspešnice Waterloo. Thank you.
Vso našo pozornost hvala lepa kvartetu Flavtistk, ki se nam pridružujejo tudi v nadaljevanju našega programa. Vso našo pozornost in posebno čast pa v nadaljevanju namenimo še spoštovanim nagrajenkam in cenjenim nagrajencem. Vaše uspehe poznamo, ponosni smo, da ste med nami in da ste vir izjemnih rezultatov in talenta. Vi ste, kot je dejal gospod župan, ponos našega mesta. Pa kar prosim, da se mi pridružita podeljevalca, župan občine Ravne, dr. Tomaž Rožen in spoštovana predsednica Komisije za vloge občanov in priznanja, magistrica Irena Oder. Prosili bomo tudi za dodatno pomoč sodelavko Darjo Čepin. Če je vse nared, slovesni seji občinskega sveta pritiče podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na 25. redni seji občinskega sveta. In kot povezovalki mi je zaupana tudi prijetna dolžnost, da predstavim letošnje dobitnike občinskih priznanj in kratke utemeljitve njihovih predlagateljev za podelitev. Najprej podeljujemo plakete občine Ravne na Koroškem. Plakete občina podeljuje za pomembne dosežke v preteklem letu ter za rezultate iz preteklega leta, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. Plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Športna zveza Ravne na Koroškem, Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv. Za uspešno podporo razvoja nevladnega sektorja v Koroški regiji ter izjemne uspehe na javnih razpisih in pri ustvarjanju novih delovnih mest v preteklem koledarskem letu, kar predstavlja izjemen in trajen prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine Ravne na Koroškem. Dovolite še utemeljitev. Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv od leta 2011 deluje v okviru Športne zveze Ravne in predstavlja osrednjo podporno infrastrukturo za razvoj nevladnega sektorja v Koroški regiji. V vseh letih delovanja se je uveljavilo kot ključen povezovalni in razvojni akter, ki sistematično krepi vlogo nevladnih organizacij pri prepoznavanju in naslavljanju potreb lokalnega okolja. Ena izmed osrednjih in prepoznavnih dejavnosti stičišča Korociv je vzpostavljanje in krepitev medsektorskih partnerstv, v okviru katerih nastajajo razvojno naravnani projekti z izrazitim učinkom na lokalno skupnost in uspešno pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih javnih razpisov, s čimer Korociv pomembno prispeva k dodatnim finančnim virom za razvoj regije. Posebej izstopa uspešnost Korociva v letu 2025 na področju svetovanja in podpore nevladnim organizacijam in pri pridobivanju sredstev. Regijo so okrepili z vzpostavitvijo 12 novih delovnih mest in pridobili preko 1 300 000 sredstev za delovanje NVO na Koroškem. Korociv odločno prispeva k krepitvi vloge nevladnega sektorja pri sprejemanju in udejanjanju odločitev, ki so povezane z razvojem in kakovostjo življenja prebivalcev Koroške regije. Iskrena hvala in iskrene čestitke. Plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Koroški pokrajinski muzej, oddelek za arheologijo. In sicer za izjemno odkritje najstarejše prazgodovinske naselbine na Koroškem na območju najdišča na Javorniku, kar predstavlja izjemen in trajen prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine Ravne na Koroškem. Dovolite še utemeljitev. Oddelek za arheologijo Koroškega pokrajinskega muzeja je začel delovati leta 1991 in odtlej skrbi za zbiranje, proučevanje, dokumentiranje in hrambo premične arheološke dediščine. Arheološki oddelek Koroškega pokrajinskega muzeja zadnjih preko 30 let s svojim delovanjem na področju arheoloških raziskav najdišča Javornik in Pigl, zadnje so bile izvedene v letu 2025, pomembno prispeva k ugledu in prepoznavnosti občine. Z odkritjem najstarejše prazgodovinske naselbine na Koroškem, predvsem pa z arheobotaničnimi analizami, so pozitivno vplivali na širšo skupnost. Z najdbo miniaturne stekleničke z ostanki iz svinčevih fosfatov pa se poraja tudi vprašanje o bistveno zgodnejši rabi svinca in prvih začetkih metalurgije. Njihovo delovanje na čelu z vodjo arheoloških raziskav Sašo Đura Jelenko predstavlja pomemben mejnik v razumevanju poselitvenih poti v najstarejših obdobjih človeške zgodovine in povezavi Mežiške doline z ostalimi takratnimi naselbinami. S svojim delom so izkazali veliko predanost, zgledno sodelovanje ter visoko strokovnost pri svojem delu.
iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo velike plakete občine Ravne za dolgoletno dejavnost, ki predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine in je pomembna za njen ugled. Velike plakete na kulturnem, športnem in splošnem področju lokalne skupnosti podeljujemo vsako le po eno v letu, prinašajo tudi finančno spodbudo v vrednosti 1000 evrov. Veliko plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Koroško domoljubno društvo Franja Malgaja. Za dolgoletni prispevek društva na področju domoljubnih dejavnosti in skrbi za ohranjanje spomina na Franja Malgaja ter za izjemen in trajen prispevek k ugledu in razvoju občine Ravne na Koroškem. Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaja je bilo ustanovljeno 12. januarja 2006 in letos praznuje 20-letnico. V tem času so s svojim poslanstvom, negovanjem domoljubja in ohranjanja spomina na borca za severno mejo Franja Malgaja utrdili kot prepoznavno v širšem koroškem okolju. Vse od ustanovitve je društvo včlanjeno v Zvezo društev Generalmeister, ki povezuje vsa sorodna društva iz zgodovinskega obdobja bojev za severno mejo na Slovenskem in ima status nevladne organizacije v javnem interesu. Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj na raznih področjih skrbi za ohranjanje spomina na Franja Malgaja, prispeva k promociji kraja, njihova postavitev Malgajeve poti je svojevrstna zanimivost. Z organizacijo slovesnosti pri Malgajevem spomeniku na Dobrijah in ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra ter spodbujanjem knjižnih in drugih izdaj ter zgodovinskimi urami za mlade, društvo krepi domoljubje in predstavlja pomen Malgaja in njegovih soborcev za našo domovino in prihodnje rodove. Društvo skrbi tudi za spominska obeležja, njihovo ustrezno prostorsko usmeritev ter širi nabor slednjih. Prispevek k ugledu občine Koroško domoljubno društvo Franja Malgaja krepi tudi s prejetimi priznanji in povezovanji s sorodnimi organizacijami, za kar jim izrekamo iskrene čestitke. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo Prežihovih plaket, ki jih občina podeljuje za izstopajoče kulturne dosežke v preteklem letu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje ter vse zvrsti kulturnega delovanja. Prežihovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Mojca Kamnik. Mojca Kamnik za izjemne dosežke na področju glasbenega udejstvovanja v preteklem letu in za prispevek k večanju prepoznavnosti kulturne dejavnosti. Dovolite utemeljitev. Mojca Kamnik je s svojim kakovostnim delom pomembno zaznamovala kulturni in glasbeni prostor regije ter močno prispevala k prepoznavnosti in ohranjanju nesnovne kulturne dediščine. V svojem ustvarjalnem in strokovnem delovanju je izkazala visoko profesionalnost, izjemno glasbeno občutljivost ter jasno vizijo razvoja. Njeno delo ni omejeno le na lastno ustvarjalno prakso, temveč vključuje tudi aktivno pedagoško, raziskovalno in organizacijsko udejstvovanje, ki koristi ljudem v Sloveniji in okolju, kjer umetnica deluje. Pri čemer velja še posebej izpostaviti njen prispevek k izobraževanju različnih generacij. Njeno delo, ki ga nenehno izpopolnjuje s priznanimi mentorji, je bilo številnokrat nagrajeno. Kot ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica pomembnih projektov na področju glasbe, gledališča, audio in video produkcije je v letu 2025 dosegla vrhunske rezultate, ki uresničujejo njeno vizijo ohranitve in revitalizacije kulturne dediščine skozi inovativne kulturne projekte. Osredinja se tudi na družbeno pomembno področje oseb z demenco, s projektom Sprehod spomina, metodo Predvajaj mi spomin, zgoščenko Kreativna starost, zasedbo iz Koroškega doma starostnikov, delovanje oziroma sodelovanje z Radiem Prvi pri pripravi oddaj na temo vpliva ljudske glasbe na osebe z demenco. Izvedla je projekt in audiovizualni koncert Otroci izpod Uršlje gore s Hederavento in Milanom Kamnikom na Prežihovi bajti. Soorganizirala in nastopila je na koncertu Milana Kamnika ter vodila avtorski projekt zvočne razstave Eho Maribor, zvočna dediščina Maribora v 60-ih. Dodatno se je uvrstila v polfinale mednarodnega natečaja International Songwriting Competition z avtorsko skladbo in videospotom Why We Fought. Z dosežki povezuje generacije na področju kulture in glasbe ter ohranja dediščino
prek inovativnih formatov, kar krepi njeno vlogo kot vsestranska ustvarjalka in pedagoginja. Mojci Kamnik izrekamo iskrene čestitke. Prežihovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Zlatka Strgar. Zlatka Strgar za izjemne dosežke na področju umetniškega ustvarjanja v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti kulturne dejavnosti. Zaploskajmo dobitnici Zlatki Strgar. Dovolite še ubesedenje. Zlatka Strgar je nekdanja novinarka, ki vselej premišljuje lokalno skupnost in posameznika v njej, ter s tem nenehno dokazuje, kaj lahko vsak od nas stori, da bi se družba spreminjala na bolje, da bi bili lokalno angažirani kot skupnost in da bi ob enem tudi uspeli prepoznati, kdo vse je v naši skupnosti odličen. V letu 2025 je uresničila idejo male galerije v Grajskem parku, v kateri v sodelovanju z umetniki od blizu in daleč prireja razstave, s čimer je odločno prispevala k približevanju umetnosti ljudem. Zlatka Strgar v vsakem projektu v prvi vrsti daje veljavo in vrednost človeku. Sebe postavlja v ozadje, a prav to je njena veličina. Pred sabo ima vedno širši javni interes, pomen kulture, identiteto lokalnega. Sodeluje tudi v neformalnem prostovoljnem aktivističnem gibanju Radmance, vzdružuje in oskrbuje hiško za knjige v parku, katere pobudnica je bila prav ona, ter prireja manjše, a opazne, skrbno premišljene in z občutkom pripravljene kulturne intervencije v javnem prostoru. Je tudi aktivna članica bralnega kluba Besedna srečanja, ki na Ravnah izpostavljajo neprecenljivost branja in s tem širšega razumevanja sveta. Z občinstvom plete dialoge z vizualnimi nagovori, svojimi osebnimi razstavami ter v zadnjem letu kot galeristka v mini galeriji Frida. Zadnjih 9 let intenzivno raziskuje staro fotografsko tehniko cianotipije in s svojim likovnim pripovedništvom, bodisi z avtorsko fotografijo, kolaži ali cianotipijami, se je večkrat predstavila javnosti. Njena bibliografija sodelovanj s Koroško osrednjo knjižnico šteje 4 razstave in deloma je postavljena tudi v sklopu Artoteke. V letu 2025 se je vključila tudi v dežurstvo v galeriji Ravne na začasni lokaciji, kjer je obiskovalce kompetentno, empatično in vključujoče vpeljevala v vsebine vsakokratne razstave. Kulturno udejstvovanje Zlatke Strgar je pomembno pripomoglo k širjenju vsebin kulture v lokalni skupnosti, ki jo postavlja ob bok širšim tokovom in trendom v kulturni sferi. Tako daje tudi pomembno veljavo prostoru in času v občini Ravne na Koroškem, za kar ji izrekamo iskrene čestitke in iskrena hvala. Hvala lepa. Hvala tudi podeljevalcema. Pred vrhuncem današnjega snidenja si bomo privoščili še nekaj glasbenega predaha. Sporočilo, ki ga nosi naslednja pesem, pa se glasi: poskrbimo za to, da nam v življenju ne bo žal niti za neizrečene besede, za neizražena čustva, za neopredeljene objeme in za sanje, ki jih nismo upali sanjati. Spet se nam pridružijo izjemne mlade virtuozinje glasbene šole Ravne na Koroškem. Na kvartetu flavt se nam predstavljajo ponovno Neja Altenbacher, Nika Mori, Izabela Kozman, Irena Gomboc, njihova mentorica, ki je danes tudi z nami, profesorica Nadja Rošar. Tokrat zazveni skladba ABBA in I Have a Dream.
lepa. Nadaljujemo pa s podelitvijo priznanj, kot je potrdil občinski svet na svoji 25. redni seji. In prosim, da se mi znova pridružijo podeljevalci oziroma podeljevalca, župan dr. Tomaž Rožen, pa magistrica Irena Oder in sodelavka Darja Čepin. Nadaljujemo pa pri najhitrejših, najvztrajnejših in najpogumnejših športnikih. Klančnikove plakete s stiliziranim portretom Gregorja Klančnika podeljuje občina za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu v vseh športnih panogah v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Nežka Libnik. Nežka Libnik za izjemne športne dosežke v disciplini enduro gorskega kolesarjenja v preteklem letu in za prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Nežka Libnik je članica kolesarskega kluba Ravne na Koroškem in tekmovalka v disciplini enduro gorskega kolesarjenja. Pri vsega 17 letih je že dosegla izjemne uspehe, ki jo postavljajo med najboljše mladinske kolesarke v svetu endura. Je svetovna prvakinja med mladinkami, dvakratna zmagovalka dirke svetovnega pokala v CI EDR, državna prvakinja in zmagovalka slovenskega pokala Slo Enduro med članicami. Njeni dosežki ne le da krepijo ugled športnice in kluba, temveč tudi postavljajo nove standarde v svetu gorskega kolesarstva. Nežki Libnik iskreno čestitamo. In ji seveda kličemo na naslednje uspehe, prav tako pa podeljujemo naslednjo Klančnikovo plaketo. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem za leto 2025 prejme Nejc Štern. Nejc Štern za izjemne športne dosežke v športni panogi smučarskega teka v preteklem letu in za prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. In še pojasnilo. Tole namreč ni Nejc Štern, ampak njegov oče Janez Štern, saj nam je Nejc Štern poprej sporočil, da zaradi študijskih in športnih obveznosti danes žal ne more biti z nami, nahaja se na Norveškem, se pa nam je oglasil in prijazno poslal očeta po njegovo priznanje. Dovolite še kratka utemeljitev Nejcovih rezultatov. Nejc Štern je smučarski tekač, član športnega društva Oktan zraven na Koroškem, član državne reprezentance v teku na smučeh, ki že od leta 2024, ko je zmagal v Ravni Gori, beleži izjemne rezultate. V letu 2025 je opozoril nase kot udeleženec svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Trondheimu na Norveškem. V tem sprintu je dosegel 11. mesto in 11. mesto v sprintu dvojic. Na svetovnem prvenstvu U23 v Italiji in v Davosu na svetovnem pokalu v sprintu dvojic je dosegel 12. mesto. V Toblahu v Italiji na svetovnem pokalu 27. mesto, v sprintu in se s temi rezultati v svetovnem pokalu lestvice U23 uvrstil na 23. mesto. S svojim predanim delom in rezultati pušča pomemben pečat v športnem prostoru našega mesta in širše, za kar mu izrekamo iskrene čestitke. Hvala lepa tudi očetu, da je uskočil. Prenesite naše dobre želje, Nejcu stisnemo roko ob priliki. Nadaljujemo pa s podelitvijo še ene Klančnikove plakete občine Ravne na Koroškem, ki jo prejme odbojkarski klub Fužinar. Odbojkarski klub Fužinar za izjemne športne dosežke v kolektivni športni panogi odbojke v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Priznanje bosta prevzela trener Mitja Ješ in predsednik kluba David Slatinšek. Z nami je menda tudi kakšen član kadetsko-mladinske ekipe in strokovni štab. Dovolite še nekaj utemeljitve. Odbojkarski klub Fužinar v zadnjih letih dosega odlične rezultate v mlajših selekcijah, zlasti v kategorijah starejših dečkov, kadetov in mladincev. Mladinci so v sezoni 19-20 osvojili naslov državnih prvakov, v sezoni 20-21 pa 3. mesto v Sloveniji. Starejši dečki so v sezoni 21-22 osvojili naslov državnih prvakov. V letu 23 je klub dosegel izjemen uspeh, saj so državni prvaki postali kar v 3 mlajših kategorijah, med njimi mladinci, kadeti in starejši dečki. Leto 24 je znova prineslo naslove državnih prvakov v kategoriji kadetov in mladincev. Leto 25 pa je bilo izjemno
pomembno, za kar tudi prejmejo priznanje, saj je klub osvojil naslova državnih prvakov v kategoriji starejših dečkov in kadetov, mladinci pa so postali državni podprvaki. Rezultati potrjujejo kakovostno delo trenerjev in konstanten razvoj mladih odbojkarjev, zaradi česar Fužinar ostaja eden uspešnejših slovenskih klubov na področju mladinskih selekcij, za kar jim izrekamo iskrene čestitke in kličemo še na mnogo uspeha. Podelitev športnih plaket nadaljujemo z veliko plaketo na športnem področju lokalne skupnosti, ki se podeljuje vsaka le ena v letu in prinaša tudi finančno spodbudo. Veliko Klančnikovo plaketo podeli občina za življenjsko delo na področju športa ter večletno vrhunsko športno delovanje. Veliko Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Namizno-teniški klub Fužinar. Namizno-teniški klub Fužinar za dolgoletno uspešno delo in izjemne uspehe na področju namizno-teniške športne panoge ter za izjemen in trajen prispevek prepoznavnosti in ugledu občine Ravne na Koroškem. Prihaja predsednik Stojan Šater, ki mu bomo seveda zaploskali. Vmes pa vam privoščili še utemeljitev. Namizno-teniški klub Fužinar je že 80 letij vodilna in trajno živa športna sekcija, ki je ustvarila izjemno bogato tradicijo, vzgojila generacije vrhunskih športnikov ter v veliki meri oblikovala športni profil Raven na Koroškem. Klub je začel z uradno selekcijo v športnem društvu Fužinar že leta 1946 in od takrat neprekinjeno vzgaja namizno-teniške igralce vseh starostnih kategorij, kar ga postavlja med najstarejše in najbolj trajnostne športne organizacije v občini in širše. Namizno-teniški klub Fužinar sodi med najbolj uspešne športne klube, saj so njihove igralke in igralci v teh letih osvojili več kot 100 naslovov državnih prvakov v različnih starostnih kategorijah in skupinah, s čimer so skozi čas uspešno kljubovali prostorskim in kadrovskim omejitvam. Igralci kluba so v različnih obdobjih nastopali na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih, mladinskih in članskih kategorij kot člani reprezentanc, na svetovnih festivalih namiznega tenisa, na evropskih in svetovnih veteranskih prvenstvih in na svetovnih prvenstvih za igralce s Parkinsonovo boleznijo, zastopali Slovenijo na paraolimpijskih igrah in predstavljali Slovenijo na olimpijskih igrah. Klub ima vodilno vlogo v vzgoji mladinskih talentov z lastno namensko dvorano Izziv in s približno 300 treningi na leto, kar v občini zagotavlja redno športno aktivnost za otroke, mladino in odrasle igralce ter pozitiven vpliv na zdravje prebivalstva. Trenutno vodstvo in trenerji skrbijo sistematično in dolgoročno za razvojno prakso, ki na Koroškem in širše v Sloveniji krepi športno konkurenco in identiteto občine. Namizno-teniški klub Fužinar je v dolgi tradiciji z izjemnimi uspehi in stalnim razvojem postavil Ravne med ugledna namizno-teniška središča in prenesel vrednote športa na mladino, v lokalno družbo ter s tem odločno prispeval k kakovosti življenja in krepitvi ugleda lokalne skupnosti in širše. Iskrene čestitke in še na mnogo športnih podvigov v našem mestu in za naše mesto. Čestitke in poklon, hvala lepa podeljevalcema. Še kratek predah si privoščimo in sicer se nam pridružujejo flavtistke, tokrat se bomo pospeli čez Mavrico. Somewhere Over the Rainbow je balada Harolda Arlena, napisana je bila za film Čarovnik iz Oza iz leta 1939, v katerem je besedilo Jipa Harburga odpela prelesna Judy Garland. Danes vam jo privoščimo v instrumentalni izvedbi kot spomin, živi spomin tudi na vse tiste ljudi našega mesta, tam čez Mavrico, ki so Ravnam na Koroškem pustili neizbrisne sledi. Kvartet flavt, Neja Altenbacher, Nika Mori, Izabela Kozman, Irena Gomboc pod mentorstvom Nadje Rošer in vse tisto čarobno tam nekje čez Mavrico.
Naše flavtistke bom prosila za skupni poklon. Na 3-4 zdaj se priklonimo. S tem smo zaključile nastop, torej kvartet flavtistk, dajmo jim zaploskati. Hvala lepa. Zasanjano so nas pospremile čez Mavrico in že smo pred podelitvijo letošnje nagrade. Prejemnici, ki s svojim poslanstvom na Ravnah piše izjemno umetniško podobo našega mesta. Prosim, gospa predsednica komisije, prosim župan, dr. Tomaž Rožen in Darja Čepin, da zavzamete še poslednjič svoje mesto. Spoštovani slavnostni zbor. Nagrado občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo, za njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Nagrada znaša 2 povprečni mesečni bruto plači na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji. Dobitnica prejme tudi umetniško izdelano listino z besedilom sklepa, s katerim je bila nagrada podeljena. Občinski svet občine Ravne na Koroškem podeljuje nagrado občine Ravne na Koroškem spoštovani Tereziji Kordeš. Tereziji Kordeš za življenjsko delo na področju klekljane dejavnosti, izobraževanja in poučevanja, prenašanja ročnih spretnosti na mlajše rodove ter skrbi za ohranjanje tradicionalne klekljarske dejavnosti, ki predstavlja trajen prispevek k razvoju občine in je pomemben za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Dovolite utemeljitev. Terezija Kordeš se je kot oblikovalka in mentorica klekljane čipke umestila med vodilne predstavnice tega rokodelskega področja na Koroškem, pri tem pa rokodelske tradicije uspešno prenesla v neformalno in formalno izobraževanje ter mednarodno javnost. Od ustanovitve Društva klekljaric Koroške, sekcije Lipa, je bila njihova predsednica. Od leta 1995 do 2007 je vodila krožek klekljanja na osnovni šoli Prežihovega Voranca, med leti 2003 in 2014 je vodila tudi tečaje in delavnice za odrasle. V letih 2016 in 2017 je sodelovala v študijskih krožkih in usposabljala mentorje šolskih krožkov. Zadnja razstava, posvečena 25-letnici delovanja klekljarske sekcije Lipa Ravne in osebnemu jubileju Terezije Kordeš, je bila odprta novembra lani. Sicer pa je pogosto in aktivno sodelovala tako pri samostojnih razstavah, njena prva je bila v letu 2001, ki so ji sledile še mnoge razstave, sekcije in društva, sploh ob društvenih jubilejih. Njena ustvarjalnost se kaže v samostojnih priznanjih, saj je na natečajih posegala tudi po najvišjih mestih, tudi s prvim mestom za izdelek Cvetje na travniku v organizaciji Združenja slovenskih klekljaric, kar potrjuje vrednotenje njenega dela tudi na nacionalni ravni. Leta 2000 in 2002 je pridobila certifikate za klekljano čipko in sodelovala na razstavi Duo v galeriji v Slovenj Gradcu. Terezija Kordeš je bila redno vključena v mednarodne okvire, kot je Mednarodno združenje za klekljano in šivano čipko, kjer je sodelovala na svetovnih kongresih v Ljubljani in Novi Gorici, poleg tega pa tudi na razstavah za Slovenijo v Franciji, v Avstraliji, na Nizozemskem in Litvi, kjer je s svojimi čipkami predstavljala domačo rokodelsko tradicijo mednarodni javnosti. Terezija Kordeš je v ključnih trenutkih od učenja in izobraževanja preko vodenja lokalnih skupin in razstav do vključenosti v mednarodne pomembne mreže in festivalno kulturo v več desetletjih trajno utrdila klekljano čipko kot živo kulturno dediščino v lokalnem, nacionalnem in svetovnem merilu. Zato si utemeljeno zasluži priznanje za življenjsko delo in njen neprecenljiv prispevek naši občini in širše. Spoštovana prejemnica nagrade občine Ravne na Koroškem, Terezija Kordeš, iskrene čestitke in globok poklon. Hvala lepa. In še zadnje dejanje te slovesne seje ob občinskem prazniku, ko se spominjamo tistega davnega 12. aprila 1952, s ponosom in zanosom, kakor bomo zrli tudi vnaprej. Pred nami je dejanje, ko bomo po letu 2019, ko je naziv častnega občana takrat prejel Adolf Urnaut, s ponosom ugotovili, da imamo podeliti nov naziv častnega občana. Spoštovani, naziv častni občan občine Ravne na Koroškem je najvišje priznanje
priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom za posebno pomembno delo in za zasluge, ki predstavljajo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine. Naziv častni občan občine Ravne na Koroškem se podeli z listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Občinski svet občine Ravne na Koroškem podeljuje naziv častnega občana občine Ravne spoštovanemu Jožefu Predniku. Jožefu Predniku za življenjsko delo na področju kulturnega ustvarjanja, programov za starejše in mlade, prostovoljskega dela ter javnih, domoljubnih, spominskih in občinskih aktivnosti, ki prispevajo k kakovosti vsakdanjega življenja skupnosti in občutku pripadnosti občini Ravne na Koroškem. Spoštovani, dovolite utemeljitev. Jožef Prednik je prava podoba predanega Korošca, Ravenčana, ki je s svojim delom, ustvarjalnostjo in srčnostjo neizmerno obogatil občino Ravne na Koroškem. V lokalni skupnosti je cenjen kot človek, ki ne omejuje svojega vpliva le na reševanje problemov, temveč aktivno išče rešitve, se vključuje v prostovoljske aktivnosti, kulturne dogodke ter javne, domoljubne, spominske in občinske aktivnosti. Tako neposredno prispeva k kakovosti vsakdanjega življenja skupnosti in občutku pripadnosti občini Ravne na Koroškem. Otroštvo je preživel v okolju zelenega Podgorja. Po osnovni šoli se je izobrazil na Metalurški industrijski šoli Ravne, kjer je pridobil poklic ročnega oblikovalca livarja. Celotno delovno pot, več kot 40 letja, je posvetil ravenski železarni. Njegova poklicna pot ni le zagotovila kruha družini, temveč je utrdila industrialno dediščino Raven, ki je srce naše občine. V 32 letih zasluženega pokoja se je Jožef Prednik v celoti posvetil lokalni skupnosti. 2 mandata je služil kot občinski svetnik, kjer je s proaktivnostjo reševal probleme starejših in mladih ter sooblikoval ključne projekte, kot je na primer Prostofer. Dolgih 20 let je vodil Društvo upokojencev Ravne na Koroškem, kjer je pustil neizbrisne sledi z organizacijo dogodkov, ki so povezali generacije. Kot član univerze za 3. življenjsko obdobje še naprej aktivno sodeluje v kulturnem življenju, literarno ustvarja prozo in poezijo. Lani je postal ambasador vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Ravne, letos pa častni bralec Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Jožef že desetletja predstavlja enega gonilnih članov folklore v lokalni skupnosti. Okoli 20 let pleše v najstarejši folklorni skupini v Sloveniji, pri folklorni skupini Kulturnega društva Prežihov Voranc. Vedno išče rešitve, povezuje generacije, kar krepi socialno tkivo naše občine, ki se je kot tako posebej odrazilo v času najhujših poplav v zgodovini kraja, kjer je tudi sam utrpel ogromno škodo, a z vedrino in zanosom pomagal reševati tudi ostale prizadete deležnike. Jožef Prednik uteleša bistvo koroške duše, delavnost, ustvarjalnost in skupnostno srce. Njegov zgled spodbuja k aktivnemu življenju ne glede na starost, ohranja spomin na fužinarsko preteklost in gradi mostove med nekoč in danes ter jutri. Podelitev naziva častni občan spoštovanemu Jožefu Predniku je za izjemnega domoljuba, ki je z delom, peresom in srcem pustil neprecenljiv pečat na Ravnah na Koroškem, več kot utemeljena. Iskrene čestitke. Podelitev letošnjih priznanj občine Ravne na Koroškem smo tako pripeljali do vrhunca. Spoštovani občinski svetniki, spoštovani gostje, dovolite čestitko. Gospod Jožef, vi pa prosim ostanite nekje na podiju, da se v imenu vseh prejemnikov danes tudi zahvalite, tako namreč veleva tradicija naše slavnostne seje. Spoštovane, spoštovani, cenjeni slavnostni zbor, naš novi častni občan, gospod Jožef Prednik, pa vam predam besedo za konec.
Toliko je bilo povedanega, tako da je pravzaprav že preveč. Tamle sem prebral, biti zvest eni tovarni pomeni pognati korenine v kraju in med ljudmi. Mislim, da nekaj sem pognal korenin tu naravno. Imel sem pripravljen govor, kakšne pol ure bi govoril najbrž, ker sem zelo rad govoril, pa zdaj je ona vse povedala in bi vam pa raje še nekaj prebral. Še nekaj bi povedal, medtem ko tule išče, moram se zahvaliti županu in pa veliko smo se dovali županu, društvo upokojencev in pa Marjanu Kamu. Če ne doma na Ravnah ne bi bilo medgeneracijskega, pa tudi sploh ne. Lahko jima zaploskate. Podvečer, star, siv, dremav, nekako prazen, sklonjen za pečjo s knjigo, nihče me ne moti, počasi čitam in razmišljam o prehojeni poti, z očmi zazrtimi, daleč čas tako prijazen. Koliko lepih trenutkov v srcu mojem, da ljubil lepoto tvojo, priznal sem sebi, občudoval to nemirno dušo v tebi in ljubil žalost na obrazu tvojem. Slonim pri peči in pregretem zraku, kako pobegniti mi pot se v mislih riše, povzpeti se na vrh gore in više, z željo skriti se med zvezde v večernem mraku. Le kam naj grem, vse mi preveč je tuje, povratka ni, pot le naprej nas pelje, te čudne misli, nemogoče želje, je še ognjišče, dom, ki me potrebuje. Srečni so, ki v življenju niso sami. Spomin oživi v dolgih nočeh in solza se utrne v starih očeh. Vesel sem, zelo vesel, da potovanje lahko delim z vami. Hvala lepa. Medtem, ko iščete še ta drugi prispevek, dovolite, da vam, spoštovani častni občan, čestitam ne le ob prejemu naziva, najvišjega naziva naše občine, ampak tudi ob vašem preteklem osebnem prazniku. V tem tednu gospod Jožef Prednik slavi dvojno slavje in da boste še naprej tako uspešno cveteli v našem mestu. Vse najboljše. Predvčerajšnjih 126 let. Pri 126 je verjetno ta večino pobral vnuka, ne? Sicer pa gospod Jože Prednik, vem, da ne marajo običajno prejemniki priznanj takšnih vprašanj, pa vendar moram, kako se počutite kot čisto frišen novi častni občan občine Ravne? Kako? Sploh me ni poslušal. Se ta vprašanja običajno radi preslišijo? Če bi vedeli, kaj išče? Meni moja reče, ko je učiteljica ponovi. Aha. Bom pa jaz vmes ponovil, a mi vi povete, katero iščeva? Tam smo doma. Tam smo doma. Kaj pa, če date vi meni knjigo, pa mi odgovorite na vprašanje, kako se počutite kot čisto frišen častni občan? A kako se počutim? Pred leti sva sedela to s Šipkom, neka proslava je bila in pravi Šipek, on je bil moj šef in pa mentor, vedno mi je rekel, piši, piši, pa dolge lase si pusti, no malo sem ga v Bogu, malo pa ne, ampak takrat je rekel, a veš, počutim se tak kot še zapuščina stare železarne. No, zdaj se mi zdi, da sem še jaz stare železarne, vse je še mogoče kdo tu, ampak mislim, da starejšega ni.
Koroška je za mene pač najlepša, da vam povem, kjer smo doma. Tam smo doma, kamor ne pelje avtocesta, tam, kjer so prijazna mala mesta, tam, kjer lepe stare so vasi, po hribih posejane domačije, kjer se za goro peco sonce skrije, tam, kjer še vedno dremlje kralj Matjaž. To je tam, kjer mojceji živijo, kjer pesmi v katrcah zvenijo, tam, kjer v peklu, da v peklu, žlahtno dehteče solzice cvetijo. Tam pod goro, Uršlo goro, kjer potovčeni kramoh, gravja za vsakdanji kruh, tam, kjer ajda še cveti, Margajev spomenik stoji, tam, kjer Perkmandelc knapom je nagajal, tam, kjer so stezice, ki pelje v domove preprostih ljudi, tam je tekla zivel naše govorice, tam, nomal čez Izaro, nomal čez Gmajnico je naš dom, kjer se železdarskih peči še kadi, kjer Fužinar železo oblikuje, ga valja, kuje, obdeluje. Tam je Mežiška dolina, tam so Ravne, tam je Koroška, tam smo doma. Še nekaj sem imel resnično zapisano v govoru, ki sem ga hotel prebrati, saj si ti vse povedala že. In sicer v knjigi tej sem napisal, naslov je Pismo vnukom in pa mladim družinam. Hotel sem povedati vnuku to, da takrat, ko je on rabo pomoč, sem mu bil na razpolago, ga vodil, pa učil, pa tako naprej, zdaj se je obrnilo in jaz rabim pomoč. In prosim. Hvala lepa še vsem. Čestitke tudi vsem prejemnikom in držite se. Hvala lepa za vaše misli. Hvala in iskrene čestitke. Večno mladi v našem mestu. S tem smo tudi izčrpali dnevni red današnje slovesne seje Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Za udeležbo se vam iskreno zahvaljujem, vsem svetnikom, svetnicam, krajanom, vsem spoštovanim gostom. V imenu župana in vodstva občine vas prijazno vabim, da tudi v neformalnem delu našega druženja ostanete z nami, pa bomo skupaj nazdravili našemu občinskemu prazniku in seveda vsem spoštovanim prejemnikom občinskih priznanj. Preden pa zaključimo, pa sicer ne ravno v duhu letnega časa, v katerega smo se prebudili, a kot vedno zimzelena, ki spominja, da ima življenje najlepše odtenke takrat, ko si jih pripravljen videti in ko jih znaš ceniti. Pridružujete se nam Nik Valenci in Anže Libnik na diatonični harmoniki v dvogovoru. Cvetje v jeseni pa je naslovna skladba iz istoimenskega filma iz leta 1973. Glasbo je spisal Urban Koder, danes za nas v dialogu Fraj Tonarc, dveh izjemnih virtuozov glasbene šole Ravne, pod mentorstvom Jožeta Mandla. Za vas zazveni Cvetje v jeseni, Nik Valenci in Anže Libnik.
Cenjeni slavnostni zbor, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, vsak od vas je s svojim prispevkom, svojim navdihom in svojo neomajno predanostjo prispeval v bogatstvo zgodb, ki jih pišemo skupaj v našem mestu za naše mesto. Kot je bilo razbrati iz ene od utemeljitev, dati vrednost človeku in razmisleku, kaj lahko vsak od nas stori, da bi se družba spreminjala na bolje, da bi bili lokalno angažirani kot skupnost in da bi ob enem uspeli tudi prepoznati, kdo vse je v naši skupnosti zares odličen, je naša skupna zaveza za prihodnost. Danes, ko slavimo svoj občinski praznik, ponosno dvignimo glasove v poklonu vsem, ki so, ki ste, ki boste ustvarjali našo zgodbo, umetnikom, sanjačem, vizionarjem, ljudem, ki z besedami, z glasbo, dejanji in ljubeznijo odlikujejo podobo našega mesta. Naj naša, vaša strast in predanost ostanejo kot vir navdiha za vse prihodnje generacije. V imenu župana in vodstva občine vas vabim, da nazdravimo ob dobrotah gostišča Lečnik s koroškim moštom Jožeta Časa, po domače Mališnika s Tolstega vrha, povabljeni tudi k ogledu občasne razstave projekta Intrastrukture, ki združuje študente in študentke fotografije in arhitekture, ki so v Naravnah raziskovali javni prostor in vzpostavljajo prostorske elemente, ki določajo rabo in odnose. Povabljeni tudi k ogledu. Iskreno čestitamo vsem prejemnikom občinskih odličij za 2025 in se veselimo vseh skupnih prihodnjih podvigov in vseh tistih, ki na vaše mesto smelo stopajo tudi v prihodnje. Ponosno živimo in ustvarjajmo naše mesto, naše Ravne. Hvala in iskrene čestitke. Tako lepo prosim, da vsi nagrajenci ostanete trenutek z nami zaradi fotografiranja, ki bo potekalo tukaj za menoj. Vsi ostali pa se že lahko podate proti laboratoriju oziroma kantini, kjer vas čaka pogostitev.